Ja, res sem vesel, da sem bil poklican. Nova dodatna moč za ekipo. Statistiko imam dobro, trenutno upam, da bom tako tudi nadaljeval in da pridobimo 2 pomembni zmagi, ki jih potrebujemo. Selektor je že prejšnji teden povedal, da ste imeli nekaj težav trenutno s poškodbo, kako ste pripravljeni? Pa imel sem nekaj težav z zadnjo ložo, ampak so doktorji v Egiptu to dobro zrihtali. Nisem igral tekem, ampak sem individualno treniral, tako da sem se pripravil za reprezentanco in sem 100% pripravljen. Ti 2 tekmi bosta zelo pomembni za nadaljevanje kvalifikacij nasploh. Se kaj čuti to pomembnost teh tekem, da ne bom rekel nervoza? Pa ni nervoze, fanti smo sproščeni, vemo naše kvalitete in vsako tekmo bomo šli na 100% na zmago in to tudi naredili. Morda še v vaši klubski karieri, nekako ste izkusili, kako bo izgledalo svetovno prvenstvo naslednje leto na klubskem svetovnem prvenstvu. Kakšna bo ta izkušnja za vas v tem pogledu? Pa izkušnja je bila res ogromna. Veliko mi je pomenilo, da sem igral proti igralcem take kvalitete. Nisem imel glih največ minut, ampak izkušnja je le bila, tako da... Je bilo igrati proti Mesiju kaj posebnega za vas? Bo to ena zgodba za... Vedno je posebno, ko igraš proti svojemu idolu, ko vidiš, kako igra in samo uživaš. Tvoja izkušnja z Egiptom, kako si ti navadil čisto na Egiptu? Pa moja izkušnja v Egiptu je, trenutno sem se že kar navadil, sem že 8 mesecev dol. Malo je težko življenje, zato ker je pač druga kultura in vse, ampak se navajam in počasi prihajam v njihov ritem, v njihov stil življenja, tako da mislim, da bo steklo zdaj. Kaj pa strast do fuzbala v Egiptu? Strast do fuzbala v Egiptu pa ni primerjave, verjetno. To je, ni opisano za to, koliko ljudi navijajo za to, živijo za fuzbal in tudi se udeležujejo na tekmah. Nec, konkurenca v napadu reprezentance mogoče še nikoli ni bila tako zvezdniška, kot je zdaj. Vi ste se dokaj hitro privadili na nogomet v Egiptu. Benjamin Šeško na drugi strani potreboval nekaj časa, da se je privadil na to svoje novo okolje v Manchesteru. Kako pomembno je za vas napadalce, da pride ta prvi gol, da se potem nekako vse odpre, da je lažje? Kako ste spremljali ta začetek Benjamina? Ja, malo je velika razlika moje lige pa Premier lige, ampak ja, vedno je težko priti v novo okolje. Še lepše je pa, ko daš prvi zadetek, dobiš malo na samozavesti in potem tudi steče v bistvu. Ve se, kako pomembni tekme zdaj prihajata, že ta sploh, že petkova takoj. Kako se to nekako čuti zdaj, ko ste se zbrali, ko trenirate, kako sami razmišljate o pomembnosti teh tekem? Ja, sigurno bo, oziroma je večji pritisk. Vemo, da se lahko marsikaj že odloči za to petkovo tekmo. Enostavno moramo zmagati, moramo iti na zmago, da se vključimo v boj za prvi 2 mesti. In včasih v športu niti ni slabo, če je malo več pritiska. To lahko sprovocira neko reakcijo nas in upam, da bo ta reakcija pozitivna in ve se, po kaj gremo dol in jaz verjamem, da se bomo vrnili z 3 točkami. Ste tisto Švico potem še kaj premlevali, da se ne more enostavno ponoviti ta kolektivno slab dan? Ja, sigurno smo komentirali, sestankovali, se pogovarjali tudi med sami, iskali razloge, kaj je vodilo do tega. Upam, da smo jih našli. Zdaj Švica je komaj v ponedeljek, moramo iti tekmo po tekmo. Za tisti še bo čas, da razmišljamo o njih. Dejstvo je, da nam lahko pomagajo polne stožice, da bo to sigurno pomembno. Vemo, da je to bila naša trdnjava v preteklosti in da so še večje reprezentance, kot je Švica, imele probleme. Ampak tako, kot sem rekel, moramo si tudi z petkovo predstavo zaslužiti polne stožice v ponedeljek in ja, moramo iti korak po korak, tekmo po tekmo. Dejstvo pa je, da je treba začeti zbirati točke in ja, v petek bo prvi korak. Reprezentanca je
preteklosti že našla tisti, ko je bilo treba, da je odigrala tako, kot je bilo treba do točk v prejšnjih kvalifikacijah Ligi narodov, ne nazadnje proti Slovakom. Lahko računamo da se bo vklopil ta zdaj Ja, motor. sigurno upamo, da se bo ta niz nadaljeval, da smo po teh nekih kiksih v preteklosti dobro odgovorili in absolutno to zdaj potrebujemo. Dejstvo je, da situacija je kakršna je, kar se tiče minutaž pa zdravstvenega stanja fantov, ampak to je reprezentanca, da se treba prilagoditi in nima veze, katerih 11 bo začelo, morajo dati vse od sebe in da bomo kolektivno izgledali dosti boljše, kot smo prejšnji zbor proti Švici in vemo, kaj krasi to reprezentanco, kjer so naše kvalitete, česa morda nimamo in ja, pomembna bo pač ta mentaliteta, samozavest in da se gremo dol v Kosovo pofajtati, pa da se vrnemo za zmago. Kako se že Kosovo preučilo? Ste že kaj gledali Kosovo? Jaz osebno še ne, stručni štab sigurno, mi smo samo spremljali rezultate, pa kakor kdo pozna individualne igralce, tako da te analize še nas vse čakajo, ampak vemo, da absolutno ni naivna reprezentanca, imajo dosti kvalitete, pokazali so tudi proti Švedom, vsi pa vemo, kaj pomeni Švedska, tako da absolutno nas ne čaka lahek izziv, ampak če pač vemo, kaj hočemo in če želimo do tega priti, ni izgovora, treba zmagati. Tvoje počutje, tvoja forma? Počutje je v redu. Imam neke manjše zdravstvene težave, ki me zdaj ta mesec spremljajo, pa se vlečem iz tekme v tekmo, ampak zdaj imam tukaj par dni, da me zrihtajo do petka. V klubu enostavno ni bilo pauze, igramo na 3-4 dni. Tako da je, kar je, ampak v danem momentu treba dati 100% od sebe, zato pa nas je, kolikor nas je, ko več ne gre, da se menja in da zguramo to do konca 90 minut, da zmagamo, da zadržimo to neko raven agresivnosti in pa dobre fizike.